jesensskega dela letošnje predstavitve pred glavno sezono so nenadno oboleli v gorah. Zdaj, če pogledamo statistiko, še vedno večji del predstavljajo tisti, ki jih rešujemo zaradi poškodb. Opažamo pa, da v zadnjem času narašča delež tistih, ki jim rečemo nenadno oboleli. Sem štejemo primere, ko se je nekomu nenadno poslabšala že prej prisotna kronična bolezen ali pa je na novo nastopilo neko zdravstveno stanje, ki ga sedaj ogroža. V največjem odstotku gre za tako imenovano onemoglost pohodnikov, sem bi prištevali dehidracijo, razne primere slabega počutja zaradi neprimerno izbrane ture in podobno. Ob vse bolj popularni hoji v gore je namreč vse več takih, ki se tako ali drugače precenijo in se na turo podajo psihično in fizično nepripravljeni, nezmožni, nedorasli in pa slabo opremljeni s hrano, pijačo in eventualno tudi zdravili, ki jih redno ali po potrebi jemljejo. Med resnejšimi stanji, takimi, ki so lahko potencialno življenje ogrožajoče, je tudi akutni koronarni sindrom, drugi po pogostosti, zelo poenostavljeno, vidno to rečeno srčna kap. In stanje se lahko konča tudi s srčnim zastojem, to pomeni, da oseba potrebuje oživljanje. In to stanje kot tako je življenje ogrožajoče že v urbanem okolju, še toliko bolj nevarno pa v gorskem, torej slabo dostopnem svetu. Za razliko od tistih, ki jih rešujemo, ker so se v gorah poškodovali, je pa tipični predstavnik te skupine nenadno obolelih, to so recimo moški v 6-7 dekadi življenja. Zato je res ključno, da izbira ture, ki je primerna svojim sposobnosti, svojim zmožnostim, je ključna. V tem primeru lahko tudi ključna za preživetje. Zelo pomembno je, da se obiskovalci gora, ki imajo kronične bolezni, na turo dobro pripravijo, vzamejo s sabo svojo redno terapijo. Dobro je, da se pred tem posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom, sploh, če v gore ne hodijo redno ali pa če se tja podajo po neki daljši neaktivnosti, po nekem daljšem obdobju neaktivnosti. Na turo naj se nikakor ne podajajo sami, vedno v družbi prijateljev, družine in njih naj podučijo o svojem zdravstvenem stanju in pa kako ukrepati, če se recimo le to poslabša. Šolski primer tukaj za navedb bil recimo sladkorni bolnik, ki ima nivo krvnega sladkorja v domačem okolju v normalnem dnevnem ritmu urejen, redko pa se poda na neko daljšo turo, kjer pa je dinamika nihanja tega krvnega sladkorja drugačna, njemu manj poznana in lahko pride do takega znižanja, da ga on pravočasno ne opadi. Posledice so lahko omotica, slabost, vse zadnje izguba zavesti in je lahko življenje ogrožajoče. Tako da to je vsekakor treba vzeti v obzir. Predvsem v hladnem delu leta, pa seveda tudi poleti, tudi v najbolj vročih dneh, je med najpogostejšimi nepoškodbenimi stanji podhladitev, bodisi v blagi, srednji ali hudi obliki. V letnem delu hribovske sezone pa opažamo tudi alergijske reakcije ob piku čebele, ose, sršena. Sicer redke, ampak potencialno življenje ogrožajoči so tudi ugrizi stopenih kač, na območju Slovenije modrasa, navadnega gada in pa laškega gada. In zdaj pri osebi, ki ima dokazano, ki ima znano alergijo, recimo piku žuželke, in je zdravnik predpisal neko tarčno usmerjeno terapijo za tak primer, lahko tudi avtoinjektor adrenalina, ki ga vsi verjetno najbolj poznamo pod enim takim splošnim terminom EpiPen, je ključno, da se uporabile tega dobro podučijo tudi tisti, ki tako osebo na turi spremljajo. Ne zgolj tak, ki ne bi ga uporabil, ampak tudi tisti prijatelji, družina, svojci, ki ga na turi spremljajo. In danes bi vam rad predstavil prvo pomoč, ki sodi vsak planinski nahrbtnik. Zdaj, naša zdravniška prva pomoč, ki jo imamo na intervencijah, se od te preproste močno razlikuje. Tisti je velik nahrbtnik z veliko obvezilnega materiala, z specifičnimi zdravili. Taka pa sodi v vsak nahrbtnik človeka, ki se podaja v gore. Fino je, da ima torbica natančno specificirano, v katerem razdelku najdemo specifičen ali bodisi obvezilni material, ali škarje, ali trikotno folijo, trikotno ruto ali zaščitno folijo. Zato, ko potrebujemo hitro zadeve pri roki v stresnih situacijah, je veliko lažje najti, če imamo
jasno napisano, kje je kaj spravljeno. Ena izmed stvari, ki sodi zraven, so tudi zdravila. Zdaj pri vsakem laiku je smiselno, da bi v prvi pomoči imel 3 preprosta zdravila, ki jih v lekarni lahko kupimo brez zdravniškega recepta. To je eden od preprostih analgetikov, recimo paracetamol, zdravilo, ki ga vzamemo proti bolečinam. Potem eno žvečljivo tableto aspirina, ki jo lahko ponudimo človeku z nenadno prsno bolečino, in pa nekaj tablet običajnega antihistaminika, recimo 10 mg loratadin, s katerim lahko ublažimo lažje znake morebitne alergijske reakcije. Za bolnike s kroničnimi boleznimi, s pridruženimi bolezenskimi stanji je vsekakor nujno, da imajo s seboj svojo redno terapijo, tisto, ki mi je zdravnik predpisal, da jo jemljejo vsak dan, ali pa tako, ki mi je predpisal za primer nenadnega poslabšanja njihovega zdravniškega oziroma zdravstvenega stanja. Pri kroničnih bolnikih z sladkorno boleznijo, oni so ponavadi dobro podučeni in s seboj nosijo dodatne čokoladke, zavojčke sladkorja in podobno, s čimer lahko prebrodijo obdobje do naslednjega obroka v primeru znižanja nivoja krvnega sladkorja. Super pa je, da ima vsak pohodnik zraven prve pomoči ali v prvi pomoči tudi kakšno čokoladko, kakšen zavojček sladkorja, da lahko priskoči na pomoč morebitnemu drugemu pohodniku, ki bi utrpel tako imenovano hipoglikemijo, se pravi nenaden padec, nenadno znižanje krvnega nivoja sladkorja. V letnem delu hribovske sezone opažamo tudi alergijske reakcije po pikih žuželk, ose, sršena, čebele. Določeni ljudje imajo znano in dokazano alergijo in imajo strani alergologa ali drugega zdravnika specialista tudi predpisano ustrezno terapijo, lahko tudi avtoinjektor adrenalina, ki ga z enim takim splošnim terminom imenujemo EpiPen. Ključno je, da ga znajo uporabiti in da o njegovi uporabi podučijo tudi svoje spremljevalce na turi, se pravi družino, prijatelje, tiste, ki ga na pohodu spremljajo. Poleg tega so sicer redki, ampak potencialno življenje ogrožajoči tudi ugrizi strupenih kač. V Sloveniji najdemo 3 vrste strupenih kač, in sicer modrasa, navadnega gada in pa laškega gada. Neko splošno pravilo čez palec je, da je večja verjetnost, da je kača strupena, če ima glavo trikotaste oblike, oči pa v obliki razpotegnjene elipse. Sicer to nikakor ni zagotovilo, tako da je vsekakor najboljše, da se vsem kačam izogibamo. Statistično po literaturi v Sloveniji pride približno do 10 ugrizov kač, strupenih kač na leto. Je pa podatek zanimiv, da približno pri 1/5 teh ugrizov ne pride do izbrizganja strupa, tako da sam ugriz strupene kače še ne pomeni, da je bil v telo vnešen strup. Prva pomoč je dokaj preprosta. Prvo je, da ostanemo mirni, odženemo kačo. Če to lahko varno storimo, je fino, da kačo fotografiramo, za lažjo prepoznavo kasneje v bolnišnici. Sicer pa mesto ugriza speremo s čisto hladno vodo, strupa nikakor ne izsesavamo, mesta ne žgemo z vročimi predmeti, kot je bilo to v preteklosti navada. Potrebno je mirovanje, da se strup po cirkulaciji po telesu čim manj razporedi, tako da če se le da, pomoč poišče nekdo drug, poškodovana oseba pa ostane na mestu in se namesti v udoben položaj. Potrebno je, da jo nekdo spremlja, predvsem njen srčni utrip in pa njeno frekvenco dihanja, se pravi, kolikokrat na minuto vdihne. Redko se lahko zgodi, da pride v gorskem svetu tudi do opeklin zaradi stika z rastlinami. Ena takih specifičnih v slovenskem prostoru je navadni rebrinc, ki ga najpogosteje najdemo na področju krajinskega parka južni in zahodni obronki Nanosa. Ta je specifičen v tem, da ima v sebi snov, ki se ji reče furanokumarin, in ob stiku kože s to snovjo in pa izpostavo sončnim žarkom pride do tako imenovane fitofototoksične reakcije, po domače rečeno kot nekakšne preobčutljivosti na sonce,
in posledica so hudi mehurji, hudo boleči mehurji, ki se zdravijo dalj časa. Ko pa odpadejo, pa lahko za več mesecev ostane hiperpigmentirano področje kože, ki je večkrat tudi občutljivo ali boleče. Vsekakor je na mestu, da imamo s seboj tudi zadostno količino vode. Neko tako grobo pravilo čez palec je, da za vsako uro telesne aktivnosti imamo s sabo vsaj pol liter vode. Vedno moramo upoštevati še rezervo, ki jo uporabimo v primeru manjše odrgnine, s katero potem polijemo poškodovano mesto, tako da je eno splošno pravilo pol litra vode na uro športne aktivnosti, kar poleti za daljšo turo v gorah pomeni tudi do 5 litrov vode za enodnevno turo. Zdaj, če povzamem, na turo se moramo dobro pripraviti, pri izbiri ture moramo biti realni, upoštevati moramo svojo psihofizično sposobnost in morebitne zdravstvene omejitve. Seboj moramo imeti zdravila, bodisi taka, ki jih jemljemo redno, ali taka, ki nam jih je zdravnik predpisal za primer nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja. Mi sami in naši spremljevalci moramo biti dobro poročeni, kako ukrepati, koga najprej obvestiti, kako obvestiti, katere podatke podati, katere informacije podati in pa na koga se lahko obrnemo, če želimo recimo dodatne informacije v času planiranja ture, da lahko vse to skupaj izvedemo tak dober izlet.